Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Mitja Jereb je prav poseben moški, ki deluje na področju Novega mesta. Kot najstnik pa je doživel prometno nesrečo, ki mu jo zelo iniciirala zdraviteljske sposobnosti. Ker pa vendarle ni tak tipičen duhovni človek, ampak je zelo prizemljen in dela iz elektriko, fizika, mehanika, to mu je vse jasno, je hkrati tudi izumitelj. Pozna, dobro deluje, kako, na kakšen način kvantna fizika narekuje vse to spajanje duhovnega z materialnim. In Mitja nam bo danes zaupal svojo zgodbo, kaj se mu je zgodilo, kako se mu je zgodilo, kajti mnogim pomaga, da tudi sami postanejo zdravilci in da tudi sami začnejo obvladovati določene paranormalne sposobnosti, kot so telepatija, telekineza in vse takšne stvari. Lepo pozdravljen, dobrodošel, hvaležna sem, da si danes tukaj. Ja, lep pozdrav tudi vam. Kot najstnik pravzaprav si doživel prometno nesrečo, za katero praviš, da je bila na nek način iniciacija in močen dogodek, ki je verjetno spremenil tok tvojega življenja. Ja, absolutno se strinjam s tem. V bistvu se je vse spremenilo od takrat naprej. Od takrat naprej sem v bistvu drugače videl zadeve, jih drugače razumel, drugače občutil, drugače dojemal. Drugače sem tudi rešil vsako besedo, ki so slišala moja ušesa. Ampak prometna nesreča kot taka, eni pravijo, da so ti dogodki sprogramirani, v smislu, da si jih duša izbere, da se zgodijo z določenim namenom. Verjetno je bilo potem tak pri tebi. Ja, tukaj bi zdaj lahko kar nekaj časa debatirala o tem, se pravi, tukaj bi šlo pol za neko karmično zadevo, če prav razumem. Jaz v karmo osebno glih ne verjamem. Seveda je jasno, da če nekaj, kar dobrega narediš, to dobro dobiš, ali pa seveda obratno, slabo, ne. No, tukaj pa v tem primeru se pa ne strinjam s tem. Lahko pa, da je bil točno ta trenutek, ja, prav meni namenjen, da od takrat naprej sem začel drugače živeti ali pa gledati na vse stvari. Kako se je zgodilo vse skupaj? Kako hudo si bil poškodovan v tej prometni nesreči? Je bila kar huda prometna nesreča, dobil sem zelo močan udarec v glavo. Zdrobilo mi je spodnjo čeljust, zgornjo čeljust, izgubil sem ogromno zob tudi takrat, ličnico mi je zdrobilo, tukaj zadaj se mi je zvočnik dobesedno napičil noter z enim bijakom, takšnim daljšim. Ključnico sem imel poškodovano, rebro sem imel poškodovano, kolk in koleno. Tako da je bilo kar precej stresno zame in kar precej bolečin, bi rekel. Kako dolgo si okreval potem? Približno nekje 2 meseca so bile hude bolečine, da se je vse skupaj postavilo v neko normalno stanje, da sem lahko spet funkcioniral, pa približno pol leta nekje. Wow. Kot najstnik si se ukvarjal s temi zadevami, mislim, kot najstnik kaj? Fantje pri teh letih razmišljajo o puncah pa o zabavah. Ja. Ti si pa razmišljal o... Ja, prej sem razmišljal o puncah, o avtomobilih, o zabavi. Potem pa kar naenkrat sem se znašel v nekem svojem mehurčku. To ni bil nek mehurček depresije, ampak nek mehurček, bi rekel, stanja mirovanja. V tem času sem se v bistvu prvič zazrl sam vase, kaj sploh sem naredil v tem času, zakaj se mi to zgodilo, nekako sem začel razdelovati te segmente. To so bila prva vprašanja v bistvu, ko sem se prvič v življenju začel spraševati sam o sebi, no, tako. In kakšen odgovor si našel, ko si se spraševal, zakaj se mi je zdaj to zgodilo, čem je finta zdaj vsega tega? V bistvu ni bilo nobenega odgovora, ne. Nobenega pravega odgovora, s katerim bi lahko si, bi rekel, nekaj pomagal ali pa nek nov korak naredil, ne. Vse, kar je bilo tukaj, je bilo najbolj pomembno, da sem ta prva stvar, ko sem prišel k sebi, začutil to magnetno polje med rokami. To je bilo nenormalno močno, to je bilo včasih tako močno, da sem res komaj roke skupaj dal. To mi je kar neka vibracija odbijala narazen, ne. Ampak to si ugotovil, ko si bil v bolnici ali potem doma? Tako, to je bilo v bistvu, ko sem prihajal k zavesti, ko sem se začel spet nekako počutiti, da sem čutil vse ude in vse, no, takrat. In istočasno, sem slišal tudi frekvenco v ušesih, zelo visoko.
Se pravi, ko sem recimo takole prste dajal skupaj, ne, bolj ko sem bil skupaj, bolj je bila visoka frekvenca, ne. Slišal si jih, Tako, dobesedno tako, slišal si jih. tako. Pa to ni šlo za neko, ne vem, zvonjenje v ušesih, tinnitus. Ne, absolutno ne, to je šlo prav za, se pravi, če sem imel dva različna materiala v roki, je bilo to, ta frekvenca še toliko višja, ne. Če sem imel primer dva magneta v roki, je bila frekvenca še krat 50 recimo. In tako sem potem kmalu ugotovil, da gre za zvok magnetnega polja med dvemi različnimi materiali, ne. Se pravi, ti imaš veliko tega fizičnega znanja v tem smislu. S čim si delal prej, pa tudi potem kasneje v življenju? No, moram tukaj povedati, da v bistvu me je vpeljal in v delovne navade in v razmišljanje in sam odnos do dela. To je bil moj oče, on mi je skozi stal celo življenje ob strani. Me res postavljal na tiste realne temelje, da nisem bil tako kot marsikateri mladostnik, Da te ni je odpeljal? hitro odlutal, ja, ne, po domače. Tako da jaz sem bil bolj, ko ne, vedno ob njemu v delavnici, kjer smo včasih imeli tudi mehanično delavnico, tudi chip tuninge smo delali in prirejali avtomobile za dirke in tako naprej. Tam sem ogromno tega tehnološkega znanja, bi rekel, pridobil in teh navad delovnih, ne. In dejansko potem, ko si ti slišal te frekvence, ko si občutil to zadevo, si jo hotel mehansko, fizično razložiti? Seveda sem iskal odgovore, kaj to je, in kako bi se to dalo zmeriti, kako bi se to dalo uporabiti. Potem tudi seveda so prišli časi, ko sem to čisto pustil, pozabil na te stvari, zaradi samega tempa življenja. Potem pa me je spet neka situacija pripeljala na isto točko spet, ne. Pa si ti to recimo komu povedal v smislu, ne vem, zdravnikom, jaz pa slišim frekvence Ne, in če ne. imam ta material v roki, slišim tako frekvenco, Ne, absolutno ne. boljš da me? Boljš, da ne, moram tukaj povedati, da niti lastni mami nisem povedal, kaj vse vidim, še posebej te sence, ki sem jih takrat videl. Aha, tudi sence si videval? Tako, ja. To so bile prav, prvo sem mislil, da se mi je vid pokvaril ali kakorkoli, ker je bila pač kot neka meglica tako ob strani, ne. In ta meglica v bistvu, ko sem pogledal, je tudi zginila, ne. In sem pač mislil, okej, kot, imel sem tudi čisto krvavo oko, tako da sem bil prepričan, da je to razlog za ta kot, ne. In kaj so te sence? No, pa so se pa te sence začele premikati tudi po celemu mojemu vidnemu kotu, ne, tako da takrat sem se malo ustrašil, padel sem v neko čudno depresijo, v bistvu sem se zaprl sam vase. Tega se nisem upal nikomur govoriti, niti najbližjim ne. Tako da sem potem to začel sam preučevati, ne. In skozi to magnetno polje, ko sem ga čutil, ko sem recimo videl nekje senco ali pa neko meglico, bi rekel, kot plin, sem s tem magnetnim poljem tudi čutil to premikanje te meglice. Se pravi, šlo se je za neko energijsko polje, katero je se lahko premikalo, ne. Bolj, ko sem se s tem ukvarjal, bolj, ko sem v bistvu iskal te odgovore in tako naprej, manj teh senc je bilo, ne. Tako nekako se mi je v bistvu potem to dogajalo. Se pravi, bolj si hotel obrazložiti, analizirati mentalno. Bolj, ko sem jih hotel, da bi jih nekako začutil, ne, ali pa mogoče celo komuniciral z njimi na nekem drugem nivoju. In kaj si tu predstavljal, da so to kakor neki duhovi ali kaj? Ja, predstavljal sem si, da absolutno gre tukaj za neko energijo, ne. Vsaka stvar, vsak predmet, ali je to tale plastika, ali je to živa stvar, ima neko energijsko polje, ne. Seveda pa to energijsko polje mora oddajati neka materija, ne. Zdaj, če te materije ne vidiš, jo ne moreš prijeti, ne, imaš zelo velik problem, preden si lahko obrazložiš, kaj to je, ne. Tako da vse skupaj je v bistvu v nekem, v zraku je ostalo. Tega odgovora v bistvu nikoli nisem dobil točnega. In nisi govoril o tem nobenemu? Ne, v tistem času ne. To sem šele potem začel govoriti, ko sem se res pomiril, ko sem videl, da ni nič, da lahko mogoče govorim z določenimi osebami o teh stvareh, ne. Takrat sem se mogoče malo bolj odprl, no, pa parim tem najbližjim tudi povedal, pa res te moje izkušnje. In kako so odreagirali? Wow. Tako, nekateri malo so začudeni, no, nekateri so to sprejeli, nekateri so celo rekli, jaz to tudi vidim že leta, ne, tako da
vse Kakšni so sorte. pa rekli, veš, v glavo si se, ko si imel prometno nesrečo. To so ziher kakšni Tudi simptomi. takšne primere sem imel, ja, seveda, ampak to me ni spodbilo, ne. Vem, kaj sem videl, vem, kaj čutim in stojim za tem, tako da. Še en tak ključen dogodek, ki te je nekako pripeljal zdaj na to pot, ki jo opravljaš, zdravilca, učitelja, delavnice, imaš druge ljudi, učiš vseh takih in drugačnih stvari, ki so za marsikoga paranormalne, pa zate torej sprejemljive vsak dan. Ja. Kaj se ti je še zgodilo? V bistvu je tako, no, kjer sva že prej končala. Bolj, ko sem iskal v bistvu te odgovore, ne, bolj me je prilivala neka želja po temu, da bi res spoznal, kaj mene živi in v čem jaz živim. Se pravi, tukaj je prišlo pa potem do nadaljnjih vprašanj, kako komunicirati s tem, ne, kako naročati z to energijo, tej celoti ali pa tej energiji, ki živi, vse, kar je tukaj živega, no. Iz svojih nekako teh raziskav in tako naprej sem potem prišel do tega, da moramo govoriti božanski jezik ali pa jezik energije. Energija razume samo dve ali pa tri stvari. Zdaj, znanstveno je dokazano, da so to dve stvari. Jaz sem iz svojih raziskav prišel do tega, da so to tri stvari, kar ni nujno, da drži. V vsakem primeru gre tukaj za sestavljanje dveh vibracij. Ena vibracija je vibracija misli in druga vibracija je vibracija občutkov. Ko združimo te dve vibracije v eno točko, takrat dobimo najmočnejši elektromagnetni puls v vesolju, ki ga v bistvu oddaja naše srce ali pa naša energija. No, tretji ta člen je pa čas. Se pravi čas, kdaj se bo misel in občutek zmanifestirala v ta prostor in čas, ne, se pravi zdaj. Obstaja samo zdaj v resnici. Kajti ta sekunda, ki je že minila, ne moremo na njo več vplivati. To pomeni, da škoda, da se ukvarjamo z preteklostjo, v katero ne moremo več vstopiti, da jo lahko spremenimo. Ta vibracija, ta sekunda preteklosti ne obstaja več v tem prostoru in času. Je ni. Se pravi, narobe je, iz mojega mišljenja je narobe, da se ubadamo s preteklostjo. Preteklost moramo enostavno sprejeti, jo razdelati, se iz nje naučiti, potegniti najboljše stvari ven in paziti, da se nam ne bo še enkrat ponovila, seveda, če je negativna. Če pa je pozitivna, si pa to itak in itak želimo, ne. Se pravi, čas je tisti, s katerim določamo, kdaj se bo zmanifestiralo. In pa da misel in občutek morata biti usklajena tako, da podoživiš stanje, kot da se to v resnici dogaja zdaj. Se pravi, če nekoga boli, primer dam, če nekoga boli koleno, pa ga vidimo, kako šepa, vse, kar potrebujemo narediti, je, da vklopimo svoje telo, to bomo mogoče tudi v nadaljnjih oddajah pokazali, vklopimo telo, s tem povečamo svoje elektromagnetno polje in ustvarimo misel in občutek, ki jih združimo v eno točko, kot da je zdaj že njegovo koleno dobro in ga v viziji vidimo, kako on ne šepa več. In kako je on zadovoljen, ker ne šepa več, kako on lahko telovadi, počepe dela, prevale dela in tako naprej. Če tukaj ustvarimo res dobro vibracijo, se pravi iskreno vibracijo iz srca, potem je zmanifestirano to v trenutku in bolečina izgine v trenutku. Jaz sem brala, kaj ti ljudje pišejo, kakšne so izkušnje in kaj vse se da dejansko zrihtati, po domače povedano, ne. To je dosti nerealno. Ja, res je, ja. To so dosti nerealne, ker to govorimo o težkih diagnozah, o težkih stvareh. Kdaj si imel prvo izkušnjo s tem, da si nekoga pozdravil, ozdravil, kakorkoli že v tvojem vidiku, da si mu dejansko res pomagal? Kdaj si prišel do tega, da zdaj pa mene malo zanimajo te stvari, pa odrastel sem v delavnici, pa štekam, kaj se dogaja, do tega, da si svoje roke dejansko začel uporabljati za zdravljenje? In mislino. Prav prva izkušnja s zdravilstvom je bila bolj na nekem principu, bi rekel, reikija. Tukaj ni bilo nobenih misli, nobenih občutkov zraven, takrat sem bil še popolnoma neveden o tej zgodbi, ne. In ja, prva izkušnja je bila na moji partnerki, ker je imela bolečine v trebuhu. Sem položil roke gor, ne vem, kam je prijelo, ampak sem rekel, bom jaz ti to vzel, to bolečino, kar iz nikjer. Sem položil roke gor in
po 5-10 sekundah je začutila neverjetno vročino in mi roke tudi odmaknila. No, nekaj minut potem je tudi nehalo boleti in takrat je bil v bistvu moj prvi ta rezultat. Bi rekel, sem dobil neko zadovoljstvo in to, da sem spet imel motivacijo za naprej. Ne? Tako. Tukaj bi še mogoče popravil, ne? Mi nismo zdravilci, ne? Tudi jaz se nimam za zdravilca, nikakor ne. To bojo mogoče marsikdo težko razumel, ampak tisti, ki se pa že s tem ukvarjajo, pa absolutno bojo. Se pravi, mi nismo zdravilci, mi smo v bistvu ustvarniki svoje nove realnosti. Ker z mislijo in z občutkom postavljamo novo realnost. Ne? In stvarniki teh občutkov in misli smo mi. Ta energija, ali pa mogoče bi nekateri rekli Bog temu, ali pa prana, ali pa in tako naprej, obstaja samo ena energija, ona pa je sposobna zmanifestirati našo vibracijo, katero smo mi ustvarili. To je ta razlika. Ne? Tako da mi smo pravi, stvarniki. to pomeni, da ti samega sebe ne gledaš kot na neko mesijo, na nekega guruja, ki ima eden in edini to sposobnost in zdaj bo ne vem kaj, ampak ti gledaš kot na, to mi vsi imamo, jaz sem si to na gruntu, da si še ti. Tako je. To je moj cilj, to je moja želja. Jaz sem prišel do tega skozi svoje izkušnje, kar mislim, da je tudi najbolj prava pot. Seveda, če ti neko znanje sam razdelaš, res razumeš vsak detajlček. Istočasno pa sem ustvaril v bistvu možnost, da to spozna vsak in vsak poizkus, vsak lahko začuti sam sebe, to magnetno polje in si tudi je sposoben vsak vzeti neko bolečino, bi rekel. Ne? Se pravi, če to lahko naučimo vsakega, je potem tudi sposoben vsak delati to, kar delam jaz. Vprašanje je, ali si vse te osebe, ki želijo pač delati s tem principom, iz srca želijo nekomu pomagati, ali je tukaj odzadaj nek ego, se pravi, tukaj gre za tiste misli pa vprašanja, katere ne smejo biti zraven, to je denar, kako pomemben sem, kako bom jaz zdaj dobro izpadel, kako jaz nekaj znam, kar drugi ne znajo in tako naprej. Tega pač ne sme biti tukaj. Tukaj se gre za čisto ljubezen, iskrenost, zadovoljstvo, sočutje in tukaj ni prostora za drugega. Tukaj vendar delamo s tem, kar nas živi in tukaj je čista sama ljubezen, nič drugega. Če smo to sposobni razumeti, sprejeti, oddati, potem imamo rezultat res včasih kot čudež. Naj vam pa povem, to ni čudež, to je samo tehnologija. Zelo, zelo visoko razvita tehnologija, katera je bila skrita že pred 2000 leti nazaj. Če ste si pogledali, sem vam tudi posredoval zapise, katere je razdeloval tudi Jezus Kristus. Popolnoma ista stvar uči in tudi povsod so znaki, to, ko kaže recimo znak za kri, to je energija, kri že od nekdaj predstavlja energijo. In ko povsod vidite, ko kaže tako, to pomeni dvoje, ena misel in en občutek iz srca. In to je to. Tukaj, če se vrtiš okoli tega, probaš rešiti, probaš narediti nek premik naprej, sem prepričan, da bo dobil vsak ta prav rezultat. Ampak mene navdušuje zaradi tega, ker ti temu rečeš, to je tehnologija. Tako je. To je tehnologija. Okay. To je tehnologija ljudi in narave. Jaz učim tehnologijo ljudi. Tehnologija narave pa je drugi del te celote tega znanja. Wow. Pomagaš torej mnogim tistim, ki imajo težave in tistim, ki bi želeli to aktivirati sami pri sebi. Naj povem, to je nekaj tvojih primerov tudi, kar s težkimi zadevami se ukvarjaš. Torej, naj povem, da Mitja nima spletne strani, komunicira pa preko Facebooka. Kako imaš stran? Od telekineze do zdravilca. Od telekineze do zdravilca. Tako. Odlično. Tam lahko konkretno komunicirate z njim, sicer pa še kar nekajkrat se bova z Mitjem tudi pogovarjala in sicer v naslednji oddaji nam zaupa tudi, kako v 14 sekundah z meditacijo aktivirati telo, ne? Tako je. Odlično. Torej, spremljate oddajo Klepet ob kavi še nazaj. Danes v moji družbi pa torej zares izjemen gost z neverjetno zgodbo. Če imate tudi samo podobno, pišite nam, povejte nam, delite z nami.